En lep pozdrav vsem skupaj. Danes bomo premišljevali ob Matejevem evangeliju, 4. poglavje. Tam slišimo besede. Ko je Jezus slišal, da so Janeza vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. In tukaj se mi zdi ena taka dober namig tudi za nas v življenju. Glejte, tudi nam v življenju se zgodijo neprijetne stvari. Kakšnim neprijetnim stvarim se lahko umaknemo? Če se jim lahko umaknemo, se jim umaknemo. Če se jim ne moramo umakniti, jih sprejmimo in jih darujmo. Evo, samo en primerček. Recimo, zobozdravnik. Sicer se zobozdravnika nisem zelo bal, če priznam, ampak vseeno mi pa k zobozdravniku ni bilo prijetno hoditi. In sem se pa navadil, že relativno mlad, da, ker sem vedel, da bo bolelo, sem vzel en robec v roko in sem potem robec držal in sem rekel, Jezus, naj bo pa to za dušo v vicah. In tako sem se ravnal potem, če se pač enemu trpljenju, eni preizkušnji ne moreš umakniti, jo daruj, ker jo tako Bog lahko spremeni v blagoslov. Danes pa bomo slišali v tem evangelskem odlomku še eno zadevo. Namreč Jezus tukaj kliče ribiče in jim potem reče, postali boste ribiči ljudi. Se pravi, prej so se ukvarjali samo z ribami, potem pa so se morali ukvarjati še z ljudmi. In glejte, to je tudi en tak dober namig, kako Bog lahko vsak naš talent nadgradi. Jaz sem recimo rad igral kitaro, ko sem postal duhovnik, zdaj vodim recimo kdaj kuharski tečaj, tudi kuharski tečaj, ker znam tudi kuhati, ampak recimo vodim tečaj kitare. In tako počasi, bi rekel, predajam svoje znanje naprej, pa nekaj dobrega na tem področju naredim. In Jezus lahko tudi preko kitare, preko kuhanja, preko nogometa in preko ostalih talentov jih nadgradi za nekaj še boljšega. Zato delajmo na svojih talentih, da bomo tudi mi lahko ribiči ljudi. Srečno!